Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Vesel sem, da lahko ponovno v našem studiu pozdravimo patra dr. Karla Gržana, slovenskega rimokatoliškega duhovnika, pisatelja, publicista, scenarista, humanista, misleca, doktorja literarnih ved, ki je v samozaložbi natisnil knjigo Dramilo slovenskemu narodu, ki je vsem na voljo brezplačno. Vse to in še mnogo več in ne nujno v takšnem vrstnem redu je pater dr. Karel Gržan. Živi in sprejema življenje z odprtimi očmi in prebujenim duhom. To svetuje in pričakuje tudi od vseh ljudi. Ne strinja se z vsiljenim načinom sprejemanja okoliščin in pasivnim strinjanjem z vsem, kar nam ponujajo različni mediji. Še prav posebej velja to za današnji čas, ko ugotavlja, da se v vse družbene pore vpija virus enoumja. Enoumnost pravi je neumnost, opozarja in spodbuja k prebujenosti. Posebej problematizira uporabo še nepreverjenih cepiv na širokih množicah ljudi in spodbuja k temu, opozori tudi na dediščino nürnberških procesov, ki so obelodanili sporno delovanje na primer nemških in japonskih zdravnikov in smo mu danes na nek način znova priča. Verjamem, da manipulacija svetovne elite za vzpostavitev nekega novega svetovnega reda ne bo in ne more uspeti. Zavest se budi, zaznava prelomno dogajanje, boj med dobrim in zlim. Prepričan je, da se moramo postaviti na stran človečnosti, ki jo Jezus po svojem evangeliju prebuja in poglablja. Na koncu posvari pred zapadlostjo strahu in priporoči pot k optimizmu in svetlobi. Razmišljanja, kaj ti pravi, Bog nam je dal glavo za to, da z njo mislimo. Počaščen in hvaležen sem, da se je ponovno odzval mojemu povabilu pater Karel Gržan. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Malo pred novim letom sva se že srečala s patrom Karlom Gržanom, torej to je bilo leta 2020. Sedaj je ponovno v naši družbi. Lepo pozdravljen, pater Karel Gržan. Lep pozdrav ten, lep pozdrav vsem, ki se družijo z nama. Tako, tako. Veliko se je zgodilo v tem času, odkar sva se midva srečala. Ta COVID kriza je kar čudežno čez noč izvenela, sedaj imamo vojno. Kako vi doživljate oziroma kako doživljaš ta čas? Kaj čutiš ob vsem tem, kar se dogaja? Čutim, da mora vsak izmed nas vključiti svoje možgane, zahtevati ne le enostranske informacije, ampak pestrost informacij. Človek je obdarjen z razumom, ne zato, da drugi mislijo namesto nas, ampak da lahko mislimo mi, že po čisti logiki, da lahko razmišljaš, rabiš dva podatka. Že nekaj let, vsaj 2 leti nam strežejo samo enim dopuščenim podatkom, torej mislijo namesto nas. In zato je tudi seveda zanemarjeno človekovo dostojanstvo svobodne volje in svobode. Ta čas doživljam kot čas manipulacije, obenem pa kot veliko priložnost za prebujenje. Kajti minimalna uporaba logike nam da misliti, da dejansko se moramo povrniti k dostojanstvu posamezne osebnosti, k dostojanstvu človečnosti. In k temu dostojanstvu se bomo lahko povrnili, če bo vsak izmed nas stopil na tisto mesto, ki mu po dostojanstvu človeka pripada. Torej človek z razumom in svobodno voljo. Ta čas doživljam kot priložnost za prebujenje civilizacije. Smo priča sicer siloviti manipulaciji, ampak ta se bo svižila prav tistim, ki jo povzročajo. Kajti vse to, kar doživljamo, vsa ta nelogičnost, vsa ta enostranskost, vso to vzbujanje strahu prebuja pri vedno večjem številu ljudi zavest, da mora človečnost zopet stopiti na tisto mesto, ki ji pripada. Tako, torej ja, dejansko tukaj že vsak, ki ima vsaj malo intuicijo razvito, lahko začuti, da tukaj marsikaj ne štima v tej zgodbi. In v tej knjigi Dramilo slovenskemu narodu, ki je tudi brezplačno dostopna za vse, si zapisal marsikatera dejstva, dokaze celo navedel za v bistvu vse te manipulacije, ki so se dogajale in se še dogajajo. Nam lahko zaupaš tiste ključne v bistvu informacije in kako recimo ljudje, ki ne verjamejo tem zadevam, kako v bistvu njim razložiti, a je to res preverjeno, so to res dejstva, dokazi zadaj?
Tukaj upoštevam obe strani, eno in drugo. Torej, ponujam material za logični razmislek in seveda citiram, zato je veliko navedkov, običajno pri knjigah, ki jih pišem, zdaj pri Sanjah je šla knjiga Ta krasni nori svet, seveda navajam strokovnjake, ki imajo težo, ki imajo vrednost, preprosto zato, da lahko eno in drugo stran človek primerja in svobodno razmišlja. Torej, to ne gre za to, da bomo zdaj imeli religiozen pristop, da jaz govorim eno resnico, drugi pa oznanjajo drugo resnico. To nas takoj spravijo v pozicijo polarizacije, pozicijo dvobojevanja. Pa smo spet v dualnosti. Ja, to oni hočejo. Vse vidimo, na kakšne načine dejansko vodijo v sprtost. Mi se ne bomo kregali. Mi smo kot narod enost v raznolikosti. In to je klasična slovenska specialiteta in sposobnost. Spominjam se pogovora z Antonom Trstenjakom, ki mi je govoril ravno o tem, kako smo dejansko Slovenci bogati, zato ker znamo misliti oziroma hočemo misliti raznoliko, je pa problem v tem, da smo zelo senzibilni, da nas lahko mimogrede spreš. In potem spraviš seveda v klasični model deli in vladaj, ko se mi delimo, ko smo mi drug proti drugemu, nam vlada tretji. Mi se moramo povrniti v, bi rekel, našo specialnost, ki je večglasje. Slovenci pojemo večglasno in znamo torej z večjimi glasovi se uskladiti v harmonijo. To pomeni, da dejansko je naše, Trstenjak je prav rekel, raznolikost je temelj našega bogatstva, naših priložnosti, možnosti našega razvoja. Seveda pa potrebujemo tukaj dobre zborovodje. Ne tiste, ki nas delijo na dva pola in nas dejansko disharmonizirajo, ampak preprosto tiste, ki znajo, v Lučah poje celo 6-glasno, ampak gremo na klasično 4-glasje, tisti, ki znajo iz teh 4 glasov dejansko potegniti skupni interes, skupni cilj. Kajti raznolikost glasov bogati, in tudi raznolikost misli bogati. Tisti trenutek, bom še enkrat citiral Antona Trstenjaka, ko smo v enoumnosti, smo v neumnosti. In takrat, ko nam servirajo samo ene podatke, takoj lahko veš, da gre za klasičen pristop manipulacije in tudi ta model zastraševanja. Osebno ne poslušam več poročil, ne na televiziji, ne na radiju, ampak berem tiskane novice, raznolike, ki jih med seboj primerjam. Kajti tam pri recimo poročilih te nanizajo kar nekaj negativnih informacij in potem se konča še s športom, ker se tu zopet imaš dvobojevanje in pa vremenom, pri katerem upam, da ne bojo zdaj postregli, ko bo dež padel, da bo zopet slabo vreme, kajti vreme je lahko deževno, lahko je sončno, nikoli pa lepo in grdo, ampak je tako. Tukaj, prebrati si tisto, kar ti omogoča raznolikost, osebni razmislek, obene pa si nikoli privoščiti nanizanko samih negativnih novic, kajti vedno več ljudi toži zaradi tesnobnih čutenj. Če ti 2-krat, 3-krat na dan poslušaš to vrsto poročil, kot nam jih ponujejo, ni čudno, da postaneš tesnoben, prestrašen oziroma miselno pesimist. Tako je, to vem tudi iz lastne izkušnje, kot psihoterapevt, koliko je ljudi sedaj v stiskah, v strahovih, prestrašenih, še vedno. Smo šli iz ene stiske, strah bolezni, zdaj pa vojna, spet strah, pomanjkanje, spet nasilje. In to se nalaga. Najprej je bil COVID zastraševanje, zdaj je zastraševanje z vojno. Ravno te dne sem imel na obisku prijatelje in je gospa potožila, kako dejansko več ne more spati, se prebuja z turobnimi sanjami. In pa sem me takoj vprašal, kaj gleda, kaj posluša. Razmerje 1:5 naj bi bilo približno. Torej, na eno negativno novico ti rabiš 5 stimulativnih, 5 pozitivnih, da zmoreš misliti konstruktivno.
Tako. Če pa dobiš samo negativne namisli, potem dejansko je tu manipulacija z zastraševanjem zelo, zelo preprosta. Ne? Prestrašiti in ponuditi rešitev, ki je seveda podtaknjena v interesu nekoga, ki želi to maso človečnosti dejansko narediti sebi za profit. Torej je še vedno ta interes kapitala, nažalost, teh elit globalnih, ki pač poskušajo manipulirati, kontrolirati nas. Ja, in ki so privedli paradoks situacijo. Nekdaj je ljudstvo izbralo voditelje, da so dejansko služili ljudem. Danes mi izberemo svoje predstavnike, ki služijo interesu kapitala, ker smo v zadnjih 2 letih jasno videli, ker na tolike načine so se razkrili, včasih prav naivno, da bomo morali dejansko domisliti alternativen, drug način politike v smislu skrbništva za javni blagor. In zelo, zelo skrbno preverjati moralnost, etičnost in seveda usposobljenost, da nekdo stopi na to pozicijo in zopet to, kar smo Slovenci že nekoč imeli. Recimo v Vrbi še zdaj stojijo kamni v krogu, kjer so drug drugega poslušali. Ko pa mi spremljamo recimo debato v Državnem zboru, to je pa klasično obstreljevanje, neposlušanje, nedopolnjevanje, kar pa ne nazadnje niti ni čudno. Če nas že od malega usposabljajo na igro med 2 ognjema in jo potem kar naprej v raznolikih oblikah vadimo, tudi recimo te debate, logične tekmovanje, debatne, bil sem enkrat priča temu, prav paradoksalno, dajo trditev, en mora za in proti, ne za dopolnjevanje, sodelovanje. Ni pomembno, kaj je etično, kaj je resnično, ampak kdo je močnejši v argumentih in potem pač tisti zmagati. Meni se zdi to klasična vzgoja za šefiče, ki morajo zastopati stališča interesa napram delavcem, pa naj bo etično ali neetično, naj bo resnično ali neresnično, torej slepo vdano služenje. Toliko teh imamo konceptov, modelov, ki nas dejansko upeljejo v ta manipulativni koncept, da bo treba res vzeti civilizacijo v premislek in se prebuditi v zavest. Ampak zopet bom rekel, osebno sem velik optimist. Tudi jaz, ja. Ja, preprosto zato, ker vidim, da se zavest prebuja, da vedno več ljudi želi uporabljati svojo glavo. Včasih se pošalim pa pravim, Bog nam je dal ta osebni računalnik, da ga uporabljamo, ne pa da drugi dejansko nalagajo pa upravljajo z nami. Upravljajo in pa seveda zaradi svobode, ki je velik dar človeku in nam ga nima nihče pravice odvzeti. Absolutno, ne. Ampak dejansko dostikrat sem se spraševal, zakaj ljudje vedno rabimo neko težko situacijo ali bolezen ali ne vem, ločitev ali bankrot ali ne vem, zunanjo situacijo, da nas prebudi, ne. Kaj bi rekel na to? Kriza je priložnost. Kriza je vedno priložnost. Kriza je fantastična, je darilo. Če pomislimo čisto preprosti primer, otrok, ki postaja mladostnik, gre čez krizo, ki je nelagodje za starše in za njega, ampak ta kriza ga dejansko ne bi preoblikovala na nov nivo. Če še otroci tam v 5. razredu razmišljajo, da ne bodo nikoli zapustili rodne družine in gre v puberteti starš na živce in mora biti tako. Zakaj? Da ga na nek način odpre v tisto obnebje, ki bo nekoč njegovo življenje. Ok, hvala, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasen gost, pater dr. Karel Gržan. Ja, Karel, zakaj pa tako slepo verjamemo mi avtoritetam? Kaj bi rekli? Ja, res slepo. Če pogledamo recimo te izpostavljene like v COVID situaciji, ki so bili res problematični. Ne bom navajal citate, recimo smo si jih lahko prepravili v kakšni reviji ali pa gledali na kakšni televiziji. Pa kako so govorili enkrat tako in so prav ljudje spremljali in videli manipulacijo. To je sistem psihološke vojne. Kajti ti, kot postavijo pred tebe avtoritete, ki
si v izjavah nasprotujejo. Ne? Ti pa imaš od malega, si že navajen, da pa ti on govori resnico in zdaj ti pa govorita dva raznoliko resnico, potem ti kloniš kot tisti pridni šolarček in sebi rečeš, da si ti neumen. Ne, da so oni nekonsistentni, da so oni nespametni, da so oni govorijo proti slovju, ampak sebe daš in potem slepo kapituliraš in poslušaš z izklopljeno pametjo. Ne. Avtoritete, recimo tudi model, po katerem nas peljejo skozi izobraževanje, je skrajno problematičen. Ne. Kajti mi smo navajeni, od malega postavijo pred tebe vzgojitelja in on je resnica, sam kot Bog. Ne? In potem greš v šolo in zopet je učitelj in ti moraš samo pravilno ponavljati. Kar avtoriteta reče, to je slepo sprejme za resnico. To je sveto in to moraš verjeti. Ja. In zdaj, dlje časa, ko se izobražuješ in dlje časa, ko živiš v tem modelu, je v tebi na nezavedni ravni že, da tisti, ki je spostavljen, mu mora slepo slediti. Ne? In potem tudi, recimo, če kak zdravnik ve, da gre mimo dejansko tega, kar se je v šoli učil še, ampak so zdaj protokoli, so doktrina je doktrine taka, in potem slepo vdano slediš z izklopljeno pametjo. Si kot en robot. Si kot robot. In zdaj, če mi pravimo, recimo, da je bil srednji vek, govorim glede izobraževanja, mračen, veste, je pa ne mislim na vse, kar se dogaja v izobraževanju, ampak ta model, ki sem ga omenjal, temačen. Ne. V srednjem veku so bile znane disputacije, to pomeni debate. Tudi Tomaš Akvinski, ki ga zdaj jemljajo kot enega glavnih stebrov dogmatike, ne, Tomaš Akvinski je vedno na začetku napisal teza in potem dal trditev, ampak kot tezo, ne kot resnico. In učitelj v srednjem veku je podajal teze, torej material, po katerem se je razvila disputacija, debata, pred katero niti Bog ni bil varen. Kajti bila je odprta debata na podlagi tez, na podlagi podanega materiala za razmislek. Kajti to, kar podaja učitelj, ali pa če grem, ne, je material za razmislek, če grem še nazaj na atensko šolo, recimo, ne, kaj je bilo značilno za atensko šolo? Da je učitelj podal učencem samo temeljna spoznanja. Ne cel kup spoznanj, s katerim ustvariš možgansko brozgo in onesposobiš za rasni razmislek, ker moraš toliko tega strpati v svoj pomnilni sistem. Ampak on je dal temeljna znanja, potem so se pa sprehajali po stebrniku. Danes ugotavlja nevroznanost pri hoji, se sprožijo miselni procesi, ampak zakaj stebrnik? Stebri so predstavljali temeljna znanja, ampak med stebri je bil horizont. In učitelj je zastavljal vprašanja tako, ne da so učenci ponovili, kar jim je on rekel, ampak da so na podlagi podanih informacij razmišljali naprej za svojo glavo. In zdaj, če primerjamo mi model, recimo srednjeveški, ali pa recimo ta atenski z današnjim, mislim, da je lahko v marsičem navdih, oziroma bo moral biti navdih, če ne bomo bodoče voditelje oziroma člane družbe, odrasle člane družbe, dejansko usmerili v manipulacijo, ampak v dostojanstvo svobodne, avtonomne, posamezne osebnosti. In potem še tista manipulacija z ocenami. Ne? Ja. Če pravilno ponoviš, čim bolj tako, kot je on rekel, dobiš odlično oceno. Veste, kako to zapeče v možgane manipulacijo? Za slepo ponavljanje, tako, slepo služenje. Si nagrajen. Ne? Ja, ne brez lastnega razmisleka. Veličina človeka je vendarle v logiki. Ne? Zato je moj koncept, ki ga ponujam v 95 tezah o vzgoji in izobraževanju, samo 3 dni za temeljne podatke. En dan za uporabo teh podatkov za logični razmišljek. Dan, ko učitelj zastavlja vprašanje tako, da otroci, učenci na podlagi tistega uporabijo lastno pamet, lastni razmislek. Takrat lahko razbere, na katerem področju bo moral ponuditi še več materijala, lahko razbere poklicanost posameznikov, da jih bolj usmerja oziroma jim ponuja miselne izzive za njihovo nadaljnost. En dan, seveda za doživljajsko pedagogiko, veste, ne nazadnje, mi moramo privoščiti mladim, da bojo srečni.
Zdaj, če dosedanji način izobraževanja predvsem usposablja za to, da bodo ti otroci nekoč zaponucati. Ne? Ja. Ustvarja robote, ne? Pridne, ubogljive. Ja. Na podlagi čustvene inteligence, pa ne, to pa mora biti doživljajska. Kakšni tabori, kjer prepoznavajo svoje čutenje, kjer se prepoznavajo kot osebnosti, kjer se vadijo vstopati v odnose, to manjka. Bo kdo rekel, zato so pa starši. Starši so preutrujeni, eksistenčno ogroženi, podcenjeni in bo treba tukaj krepko premisliti, da bodo tisti, ki so družbeno odgovorni, ponudili dejansko človekoljubne rešitve. Ja, in da se spodbuja dejansko ta kreativnost, ki vsak človek ima, ne? Nek dar, neko darilo, ki ga prinaša v ta sveta. Ne? In tukaj pa žal samo logiko, razum, ne? Ta IQ se poudarja, ne pa tu čustvena, duhovna inteligenca, recimo. Cel kup, ne? Vsak človek je, zdaj imamo vidva tukaj, recimo, da bi imela raznolike čaje, ne? Vsak človek je koktejl njemu danih inteligenc. Ne? In dejansko, tako kot pokusiš čaj, pa rečeš, moj čaj je pa dober za to, pa za to, pa za to, ne? Ker prepoznaš določene zdravilne rastline, tako je tudi vsak otrok dober za to, pa za to, pa za to. Dokumentarec Abeceda je prikazal podatek, 98% otrok je visoko nadarjenih. Sistem, ki jih na koncu kot take prepozna 2%, s takim sistemom je očitno nekaj narobe. Vsak je vreden, ni bolj ali manj vrednih, ampak je vsak polno vreden v koktejlu njemu danih inteligenc. In če smo mi sposobni, jih bomo prepoznali v njihovi inteligentnosti, potrdili v njihovi osebni vrednosti in seveda spodbujali, da jo razvijajo. Kar zmoreš, to moreš, ampak je pa hudo, če te dejansko primorajo, da si odlična področju, ki ni tvoje, tam pa, ker si talent, te pa spregledajo. Kot si omenil, racionalna inteligenca, vse je pomembna. Ampak mi smo srečni, če razvijamo tudi čustveno, duhovno, socialno, estetsko, praktično. Inteligenca je cel kup in dejansko je čas, da ovrednotimo slehernika. Prej sem rekel 98%, 100%. Kajti nekateri otroci se rodijo, da bi srčili družbo. Me je poklicala ena gospa, ki ima otroka z Downovim sindromom, in rekla, a veš, kaj mi je rekel moj otrok? Kruh ima pa mehko dušo. To je poezija. To sva tudi v prvi oddaji, sva omenila, se spomnim, dejansko zelo lepo. Gre preprosto za to, da je sleherni ovrednoten, ni spregledan, da ne gre za manipulacijo povzdigovanja in podcenjevanja, ki jo kroji interes. Šola se bo morala manipulativnih konceptov interesa čim bolj osvoboditi. Se strinjam, Dejansko resnica je tista, ki nas bo na koncu osvobodila. Ne? In mogoče, če tukaj preberem, sem ravno odprl, mislim, da je iz Svetega pisma, ne? Strašijo nas z delto, z nami pa je Kristus, alfa in omega. Jezus opogumlja in spodbuja, ne bojte se jih torej. Nič ni namreč prikritega, kar bi se ne razodelo. In skritega, kar bi se ne zvedelo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu. In kar slišite na uho, oznanjajte na strehah. Ne bojte se. Temeljni podatek pravi, da je v Svetem pismu zapisan 365krat za vsak dan ne bojte se. Kakšno nasprotje s temi, ki servirajo novice, bojte se. Eno osvobaja, drugo zasužnje. To ne pomeni, da spregledujemo, kaj se dogaja na svetu, ampak kot sem rekel, terjamo podatke iz virov, ki niso samo enoumni, in predvsem pa, da so novice oblikovane tako, da so stimulativne, spodbudne, ne pa da strašijo za določene interes. Ampak oni v bistvu preko tega lahko manipulirajo z strahom. Ko so ljudje prestrašeni, je seveda lahko vladata. Ja, to je osnovni način manipulacije. Ti prestrašiš. Žal je to religiozni koncept. Religije so uporabljale koncept, ki je bil že preverjen.
ti ljudi prestraši z večno kaznijo, ne, z smrtjo, z ne vem s čim, in potem jim ponujaš, mi pa smo odrešitelji, ne, mi pa ponujemo rešitev. To je nevaren model, to je religiozni model. In zdaj dogma, ne, spet. Dogma, ja. Ampak zdaj srečujem več dogm, recimo v medicini, arheologiji, bom tudi rekel, kakor pa v teologiji. Neomajnih dogm in z večjo kaznijo. Tako. Z globnim strašenjem. Kam smo prišli, ne? Dosti žalostno, bi rekel. Ja, prišli smo v cono prebujenja, čas, da se ozavestimo. Tako, da se dvignemo. In da se dvignemo. In dejansko sem, kot sem že rekel, velik optimist, kajti je kriza, ne, v katero so nas zapeljali, oziroma so uporabili določene zadeve, ki bi bile nekoč ne tako alarmantne, dejansko nas bo počasi vedno bolj prebujala. Tudi zaradi posledic, ki jih doživljamo. Tako, torej dejansko vsaka kriza priložnost za rast, za dvig zavesti, da se ljudje res prebudimo, ne, v tisto, kar v bistvu že v svoji esenci smo, pa smo pozabili. Ja, in da stopimo skupaj, da ustvarjamo debatna srečanja, na katerih je zelo pomembno, da vemo, da nihče ne govori resnice, ampak samo svojo osebno spoznavno resničnost, ki jo daje dialog, ki omogoča dialog. To je zame recimo koncept, tako vzor harmoničnega odnosa Sveta Trojica. Govorimo Oče, Sin, Sveti Duh, tri osebe, pa vendar, kaj je Bog? Ljubezen. Ko mi stopimo skupaj, moramo biti radovedni do tistega, ki prinaša svojo osebno spoznavno resničnost. Pri tem moram tudi vedeti sam, da ne govorim resnice, ampak svoje osebno spoznanje in s tem drugega bogatimo in se približujemo resnici, če smo v ljubezni. Takrat smo ostanemo božanski. Tukaj bo treba te koncepte polarizacije prerasti, ker to, v kar so nas speljali Slovence, je banalnost. Dejansko na dva pola in med seboj skregati. To ni v konceptu slovenskega značaja. To je samo delno. Zaradi naše občutljivosti nas lahko v ta model zelo hitro spremljajo. V konceptu našega značaja pa je večglasje v harmoniji, raznolikost, ki vodi v skupne cilje za dobro slehernika. Tako, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu prve oddaje Prebujeno srce Slovenije s krasnim gostom, dr. patrom Karlom Gržanom. Ja, govorila so o teh manipulacijah, ki se dogaja edini resnici, ali se to dogaja morda tudi v ekonomiji? Ja, tudi se dogaja. O tem sem pisal v 95 tezah, o 500-letnici reformacije, kjer na nek način ob besedo ekonomija postavim zamolčano, spregledano in že skoraj pozabljeno besedo hrematizem. Namreč ekonomija, starogrška beseda, vsebuje dva pojma, in sicer zakon in dom. Torej, resnična ekonomija je vedno etična. Resnična ekonomija je tista, ki odkriva zakonitosti, po katerih se vsi na tem svetu, ne samo ljudje, tudi živali, rastline, mati zemlja, počutijo kakor domače. Politika potem te zakonitosti dejansko seveda spravi v zakone in omogoča, bi rekel, sobivanje v medsebojnem spoštovanju, pravičnosti in odgovornosti. Neetični model, ki se zdaj razglaša kot ekonomija, pa je hrematizem. Kaj pa je hrematizem? Hrematizem pa je družbena oblika, v kateri večina služi izbrancem, torej izbranim posameznikom. V resnični ekonomiji je bogatenje posameznika omejeno glede na blagorna skrb do slehernika. Pri hrematizmu te omejitve ni. In zato imamo ta silni razkorak v družbi, na eni strani izjemno bogati, premožni, na drugi strani pa revni. Dejansko model, ki vlada svetu, to ne pomeni, da je vse slabo.
Ampak model, ki vlada svetu, globalno rečeno, lahko rečemo, da je hrematizem, ne pa ekonomija. In tako kot znamo ločevati odpadke in vemo, da v koš za papir pač ne sodijo biološki odpadki, tako bomo morali odvreči iz obnebja ekonomije to, kar ekonomija ni, ker ni etično, ker je dejansko nedopustno, ker je tudi zločinsko, ker je hrematistično. Torej je ekonomija in je hrematizem. Stari modreci so to poznali. To recimo srečamo pri Aristotelu, Tales iz Mileta in še mnogi drugi znajo ločevati, kaj je etično, kaj je ekonomija in kaj ekonomija ni. Ne? Če že pogledamo situacijo na svetu, torej pravijo, vsak dan umre 36.000 otrok zaradi revščine. To pomeni, ker nimajo zdravila za 2 evra, ali pa nimajo pitne vode, ali pa ker so lačni. To je zelo zanimivo. Ne? Gospa Anica Mikuš Kos je v sobotni prilogi Dela navedla, da je to število 22.000. Znanec, ki je pa tudi veliki poznavalec tega področja, pa rekel, da jih je okoli 50.000. In zdaj gledajte ta paradoks. Ne? Pa rečemo 36.000, 35.000. Ne? Vsak dan umre otrok. Ne? In tu, ko so nam poročali o COVID-u, so do enega natančno poročali, ne? Imeli smo celo globalni COVID sledilnik, ne? Tukaj pa 10.000 gor ali dol. Noben ga ne zanima. Ne, to je model hrematizma, ki dejansko uporabi revščino tudi kot stimulans. Ne? Kajti, če ne boste poslušali, če ne boste sledili našim edinim rešitvam, dopustnim rešitvam, vas bo čakala cesta, vas bo čakalo brezdomstvo. To je model manipulacije. Mislite, da se ne bi dalo v Ljubljani čez nos urediti problem brezdomcev? Zakaj se ne? Ker so tiha prisotnost grožnje, kaj se ti bo zgodilo, če ne boš priden, če ne boš služil konceptu. Tako da sam pravim, da je dejansko hrematizem največji transvestit našega časa, ker se preoblači, ker se izdaja za svoje nasprotje, za ekonomijo. In veste, tudi na tem področju je čas, da se ozavestimo, da se prebudimo in da postavimo stvari, da terjamo, ljudje da terjamo, da se postavijo stvari na pravo mesto. Predvsem pa, da se konča manipulacija z zastraševanjem, ki jo model hrematizma vsebuje v svoji srži. Ne? To bi rekel, če smo nekdaj govorili o sužnjelastniškem modelu, veste, če ga bomo hoteli odpraviti, ne? Te silovite razlike tudi v plačah, ne? Ko so nekateri res podcenjeni, pod pragom revščine, ne? In nekateri v silnem razkošju, bomo morali ozavestiti pojme. Ne? Mi ne moremo za raznolikost to, kar uporablja tisti pojem ekonomija. Ne? Če pa daš vse v en pojem, je seveda potem manipulacija mogoča. Potem je samo en bog, hrematistični bog, ki se izdaja za ekonomijo. Je bilo prav zanimivo, da tako debeli slovar tujk besede hrematizem ne vsebuje. Ne? Kako dobro se je prikrila, zato da lahko manipulira. Ampak nič več. Tudi budisti pravijo, da vstopamo iz dobe zadremanosti v stanje budnosti. Zavest se prebuja. Ko ne bomo več slepo verjeli, pa zaupali informacijam, ampak bomo začutili, a to resonira z nami ali ne. Točno tako, ja. Sam pravim, v cerkvi bi rekli, ne, da sveti duh budi, svetli drami našega duha. In to opažam pri vedno večjem številu ljudi. Mi pravijo ljudje, še pred 10 leti je bila moja zavest čisto, bi rekel, utopela. Zdaj pa se prebuja in je budno. In to, če je, bi rekel, kozmično ali pa božje, kakor hočete, pogojevano, veste, budi razlog za optimizem, predvsem pa razlog, da vsak stopi na tisto mesto, ki mu po dostojanstvu pripada. Torej, dostojanstvo nimajo neki predsedniki, samo ali pa kralji. Dostojanstvo imajo sleherni izmed nas in tudi silno odgovornost, da drami zavest. Kajti, ne vem kakšno število ljudi, neznatno recimo na število prebivalstva,
prebudi kvantni premik zavesti. Tako je. In tu je odgovoren vsak izmed nas. Tako. Torej, verjetno kmalu potem niti ne bomo rabili več takih sistemov in takih ljudi na oblasti, ki nas bodo manipulirali, ker enostavno bo ljudstvo zahtevalo oblast nazaj. Ja, in bomo morali domisliti koncept, ki smo ga mi že imeli, ki to omogoča. Predvsem pa tisti, ki nas ohranijo v enoumju, oziroma tisti, ki nas polarizirajo, tam se mora prižgati vse lučke, da se mi pač več tako ne gremo. Seveda, prižgati se mora tista zelena luč, moramo pa misliti v smeri, ki bodo ustvarile alternativo. Ne? In na to moramo zdaj mi razmišljati. Misleci našega časa, akademiki, ne, morajo prebuditi misel prav v tem sistemu. Kajti obstoječa politika je na nek način najbolj izdajalska sedaj do svojega naroda, ker služi interesu kapitala, tistih izbrancev in ne interesu. Pravzaprav so postali sredniki med interesom megakapitala in pa navadnim ljudstvom. Ampak vendarle, videl sem, da sta se tudi z Rainerjem Fulmihom sta imela debato, torej kršenje Nürnberškega zakonika, OVC konvencije, Helsinške deklaracije, smo se vrnili v čas nacizma. Kaj se zdaj dogaja mogoče na tem področju? A so kakšne tožbe dejansko zunaj? Ja, proces se je začel, ampak to, kar se dogaja sedaj, ta proces ni nič proti temu, kako bo gledana na to situacijo zgodovina. Ne? Če predsednica Evropske unije, Ursula von der Leyen, vemo, iz katerega naroda izhaja, govori o tem, da bi morali na nek način spregledati Nürnberški zakonik. In obenem se zavzema za obvezno cepljenje. Medtem, ko njen mož in njen sin delata v firmi Pfizer, veste, to je pa že čas neonacizma, posebej problematično, ker za te svoje izjave in te povezave ni doživela nikakršne kritike. Ampak so to mediji mirno poročali, celo kot navijaško, da bi šli v smer, ki je skrajno problematična. Kajti to, kar se je dogajalo v COVID situaciji, danes, ko je kršil tako rekoč vse določbe Nürnberškega zakonika, Orvetske konvencije, Helsinške, Ciriške in tako naprej. Ne? Ampak dejansko to, kar se dogaja v odnosu do ljudi, je dejansko nepošteno, je vladovina enoumja in zelo, zelo spominja na čas neonacizma. Ampak tudi, če sedaj ti gospodje in gospe, ki manipulirajo na ta način, sedijo varno v svojih stolčkih, jih bo zgodovina presodila in tudi obsodila, ker kršijo temeljne zakonike, ki zagotavljajo standard človečnosti. In sam tudi pišem, tudi v Dramilu, bi rekel, spominske table prihodnosti. Ne bomo več uklesevali žrtve, ampak tiste, ki so žrtve povzročili. Pa naj bo to na mednarodni, narodni in krajevni ravni. In tudi ravni posameznih kolektivov. Tako. Dejansko, kot da se malo zgodovina ponavlja, kot da dejansko še rabimo kolektivno budnico za dvig zavesti ponovno, kot da se nismo naučili. Ja, mi bi morali, veste, v procesu izobraževanja, tem pa pišem tudi v 25 tezah o izobraževanju in vzgoji, pravzaprav bi vsaka šola potrebovala spominsko sobo, v kateri bi bili prikazani žrtve manipulacije in manipulativni pristopi do ljudi, ki so dejansko omogočili, da so se zločinska obdobja zgodila. In če bi bilo to jasno zapisano, bi gorele rdeče lučke v našem času pri marsičem. Tako pa teh spomina ni. Zgodovinski spomin usahne in lahko uporabijo iste pristope, ki so skrajno nedopustni, etično, moralno nedopustni. In je zame še posebej problematično, če potem ljudje, ki so ugledni, spregledujejo te zakonike varuhe človečnosti in se mirno zavzemajo za to, kar je skrajno problematično.
Ja, in to smo tudi opazili. Najprej so imeli eno mnenje, potem po nekaj časa so pa popolnoma spremenili mnenje, ne, recimo glede cepljenja in tako naprej. Ne. Ja, veste kaj, tu so ozadja, tu so interesne sfere, tu so silni pritiski, tu so grožnje, tu se dogaja marsikaj. Nenazadnje sem to tudi sam izkusil na lastni koži, po tem dramilu, in pa ta knjiga, ki pa je zdaj šla, ta krasni nori svet, bo dala pa misliti še na mnogih drugih področjih. Zelo zanimivo. Čas se nam je za prvo oddajo iztekel, tako da bova nadaljevala v drugem delu oddaje. Hvala, dr. pater Karel Gržan, za obisk in se srečava naslednjič. Hvala torej tudi vam, da ste bili nocoj z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije in se gledamo prihodnjič.